Pozdravljeni. Ponovno smo tu, da bi si ogledali, kaj se je zgodilo zanimivega v svetu Formule 1, seveda v preteklih dneh. Format našega rednega komentarja je dobro znan vsem rednim sledilcem kanala. Ampak še enkrat, tudi danes se bomo ustavili pri 4 različnih temah in ukolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice do originalov, kot običajno navedene v opisu. In seveda, ko se bo slika iz barvne spremenila v črno-belo, pomenili to, da tistemu, kar piše v že prej citiranih virih, dodajam moj osebni komentar. Tako, še enkrat smo ponovili pravila današnjega formata, zato se lahko prosto lotimo prve današnje teme. Na samem začetku se bomo danes ustavili pri članku, ki je bil objavljen 5. novembra na uradni spletni strani Formule 1, f1.com. V tem sestavku lahko preberemo, s kakšnimi težavami se je spopadal Fernando Alonso, ki je imel kar nekaj škratov v njegovem Aston Martinu AMR 24. Med drugim govori tudi o tem, da zavorni sistem ni deloval tako, kot bi lahko pričakovali, kar naenkrat tista stopalka, ki se nahaja na levi strani njegove šasije, je to besedno se pogreznila v prazno. Kar je bolj zanimivo, Lance Stroll podobne težave. Mnogi izmed nas, navdušencev, smo bili ogorčeni nad tistim, kar je že prej citirani Lance Stroll napravil v formacijskem krogu. Spomnimo se, da je zapeljal na izletno cono in na to, namesto da bi ostal na tisti asfaltirani površini, lepo svojega Aston Martina parkiral v pesku. In mnogi izmed nas tega nismo razumeli, kajti manjkal nam je verjetno ključen podatek. Če res Lance Stroll ni imel zavor, je bilo njegovo obnašanje v formacijskem krogu čisto razumljivo. Ukolikor bi vztrajal na asfaltirani izletni coni, bi z njegovim Aston Martinom trčil v zaščitno ograjo. In to bi pomenilo ne samo škodo na bolidu, nevarnost za voznika, ampak tudi več dela za vse tiste, ki bi morali za njim pospravljati. S tem, ko je zapeljal pač v tisto peščeno oviro, se je zaustavil in seveda pridobil kar nekaj pri vseh prej naštetih kategorijah, tako kar se tiče varnosti, kar se tiče ponovnega štarta dirke in seveda kar se tiče same ekipe Aston Martin ter rezervnih delov. A mi, navdušenci, ko smo videli njegovo početje, smo se zgražali nad tem, kako Lance Stroll ne zna voziti. Ampak konec koncev, če smo iskreni, boljši je za volanom kot vsi mi, verjetno skupaj. In treba je povedati, da tudi mi običajno dostikrat prezgodaj sodimo. Namreč ni nam dano vedeti vse, kar se dogaja v ozadju. Torej, če drži izjava Fernanda Alonsa, bi lahko dejali, da Lance Stroll v formacijskem krogu sploh ni napravil neumnosti. Ampak uradnih potrditev te zgodbe zaenkrat še nisem zasledil. Vseeno pojdimo k drugi današnji temi. Zanimivo branje nam ponuja tudi spletni portal motorsport.com. 5. novembra so objavili članek, v katerem je jasno in glasno zapisano, da
Meklarnu ni bila prioriteta naslov svetovnega prvaka med vozniki že od vsega začetka. Najprej je treba dodati, da po veliki nagradi São Paula verjetno tudi tiste realne možnosti, da bi uspeli v tej nameri, so pičle. Ampak po drugi strani mi, navdušenci, s kančkom sarkazma bi lahko pritrdili, da smo to že vedeli od velike nagrade Madžarske ali pa najkasneje od velike nagrade Italije. Menjava pozicij na sprintu, ki je bil poleg velike nagrade São Paula, je bilo samo malce dima v oči tistim navdušencem, ki so še verjeli v možnosti Landa Norrisa. Ampak izgleda, da pri Meklarnu, njegovi lastni ekipi, si niso delali utvar že dolge mesece. Po dirki, kot je bila velika nagrada São Paula, je jasno, da na tistem razporedu med vozniki Lando Norris nima več realnih možnosti, kot smo povedali že prej. Ampak tudi tako malce poniževati člana svoje ekipe, po mojem mnenju, ne gre. Pri Meklarnu bi lahko bili enostavno tiho, ampak zanimiv članek, ki verjetno razkriva marsikaj, kar se dogaja znotraj ekipe iz Wokinga. Pojdimo še k tretji današnji temi, ki zna biti tudi presenetljiva za marsikoga izmed vas. Na spletnem portalu RaceFans smo lahko 5. novembra zasledili izjemno zanimiv članek Kita Coltrane'a. V njem avtor razpravlja o tem, kako je že Carlos Sainz mlajši napravil podobno napako kot Lando Norris na veliki nagradi São Paula. Govorimo o veliki nagradi Italije iz lanske sezone. Tudi tu smo videli podobno dogajanje na progi in seveda tistega vodilnega, ki je začel, imenujemo ga drugi formacijski krog. A treba je dodati, da na veliki nagradi Italije zaradi tega, imenujemo ga incidenta, ni bilo sprožene nobene preiskave in posledično nobenih sankcij. A težava je v tem, da če prebiramo malce tiste uradne vire, bomo lahko prišli tudi do različnega zaključka. Namreč v raznih člankih in celo na strani Wikipedije, ki seveda ni noben avtoritativni vir, smo lahko zasledili, da so Carlosu Sainzu mlajšemu ukazali narediti tisti drugi formacijski krog. Izgledalo je, da takrat Alfa Tauri Yukija Tsunode bo hitro za varnostno ograjo, ampak na nesrečo je ostal v prestavi. In treba je poudariti, da vsi na štartnem razporedu brez izjem so sledili španskemu vozniku skuderije Ferrari v tisti drugi formacijski krog in da pravzaprav ni bilo nobenih pritožb in nobenih protestov. Še več. Po seveda tem drugem formacijskem krogu je sledila prekinitev, ki pa ni trajala 10 minut, ampak 20. Torej, že tu vidimo, da sam direktor dirke si je izbral drugačen potek, ki je bil v nasprotju s tistim, kar danes piše v pravilniku. Zato lahko mirne duše trdimo, da je pravzaprav Lando Norris bil prvi, ki je kaj takega napravil na sami štartni proceduri. A treba se je zavedati tudi nekega dejstva, da vsakdo, ki dela, seveda napravi tudi določeno število napak. Le tisti, ki niso poizkušali absolutno nič, so zmeraj na pravi strani. Torej, ne bomo razpravljali o tem, kaj se je dogajalo leta 2023, ampak zagotovo pri FIA niso hoteli tega incidenta pomesti pod preprogo.
In videli bomo lahko, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Za danes nam je ostala pa še tista zadnja, četrta tema. Za konec pa, kot običajno, tista rahlo bolj lahkotna tema. Ustavili se bomo pri članku, ki je bil objavljen na portalu GP-blog 5. novembra, v katerem lahko preberemo, kako je bil Max Verstappen na tisti tiskovni konferenci po sami dirki za veliko nagrado São Paula tukaj kritičen do predstavnikov britanskih medijev, ki niso bili prisotni tam. Enostavno se je spraševal, kam so odšli, morda so že imeli rezerviran let in podobno. Seveda znano je, da so predstavniki britanskega tiska, britanskih medijev, izjemno nastrojeni, lahko bi dejali proti Maxu Verstappenu, ampak v članku, ki ga citiram, lahko preberemo reakcijo samega Crofta. In Croft je dejal, da pravzaprav tiskovna konferenca po sami veliki nagradi je namenjena predstavnikom tiska in ne televiziji. In kot običajno jo je on izpustil, ker tam nima kaj iskati. In mi, navdušenci, si lahko predstavljamo, kako bo ta boj med britanskimi novinarji in Maxom Verstappenom ter njegovim klanom se še nekako stopnjeval, ne samo do konca letošnje sezone, ampak tudi v prihodnje. A sam bi rad dodal nekaj. Vsaj po mojem skromnem mnenju je pravi športnik tisti, ki je skromen ob zmagah in velikodušen ob porazih. A videli smo nekaj, ne zmagovalec Max Verstappen in ne oni poraženci se niso držali tega starodavnega izreka, ki zadane v center bistvo tistega, kar pomeni biti pravi športnik. A pustimo, danes to ni važno, bolj kot neka moralna načela in seveda podobne vrline je pomembno imeti sledilce ter všečke na raznih objavah, tako v primeru Maxa, kot tudi v primeru Crofta. A takšen je današnji svet. Mi pa smo tudi tokrat prišli do konca našega rednega komentarja. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.